Sošolci Dante, Aljaž, Pija in Anže zaradi korona razmer odmore preživljajo skupaj. Se predvsem družimo z sošolci, včasih tudi kako nalogo prepisujemo, pa mogoče tudi kaj pomagamo drugim, če kaj ni jasen. Tudi če ne prepisujete nalog in ponavljate snovi, se miselni procesi med odmori ne prekinejo. To je čas, ko vaši možgani predelujejo nove informacije in to ne glede na to, kaj počnete. Glavni namen odmorov pa je premor med eno in drugo miselno dejavnostjo. Pomaga tudi, če ob tem prezračite prostor, se razmigate in sprostite. Zdaj, med odmori se v bistvu zgodi vse, kar se zgodi v šoli. Noben si ne bo zapomnil tega, kar se zgodi med poukom. Vse te zadeve, ki res ostanejo, se zgodijo med odmori. Med enim glavnim odmorom so eni vrgli dimno bombo v omarico in pol bila cela šola za kaj ena, tako da to je mogoče ena najbolj zanimiva stvar. Rešujemo kakšne ljubezenske drame ali pa kakšne druge vrste sporov. Ne vem, zdaj je taka velika afera za eno sošolko pa sošolcem. Tudi zabavno, naprimer, kadar copat preleti učitelja, pa to zabavno med nogometom. Eni se obmetavajo z mokrim WC papirjem. Toaletni prostori so očitno tisti, v katerih se zgodi marsikaj zanimivega. Na obisku osnovne šole Karmel smo ujeli dekleta, ki čas med odmori izrabijo za pevske vaje. Korona prepoved druženja na hodnikih z drugimi razredi pa vpliva tudi na odmore učiteljev, saj večino časa skrbijo za to, da se učenci držijo pravil. Zamenjamo kakšne knjige, stvari, pripomočke. Včasih ostane čas, da gremo na stranišče. Med šolsko uro se za vašo pozornost poleg učiteljevega glasu potegujejo še drugi dejavniki. V mladih možganih se sistemi za osredotočenost še razvijajo, zato je lahko spremljanje učne ure tudi precejšen psihični napor. Znanstveniki so ugotovili, da se dotok krvi v tiste dele možganov, ki skrbijo za zbranost, pri otrocih zmanjša že po 20-minutni intenzivni osredotočenosti. A že kratek 5-minutni odmor zadostuje, da se stanje izboljša. V bistvu se malo sprostiš od vseh ur in pol naslednjo uro si tudi veliko bolj skoncentriran. Raziskave so pokazale, da odmori dobro vplivajo na delovanje možganov. Učenje, razdeljeno na krajša obdobja, pa je učinkovitejše kot dolgotrajno.